Dobro jutro vsi, z vami sem jaz, Denko. Dobrodošli v Reddit dan, ker je namreč zadnja nedelja v mesecu, kot ponavadi Reddit dan. Se bližamo 3400 članom na Redditu, kar je carsko, link je v opisu. No, ampak dajmo zdaj pogledat vaše mime za ta mesec. Denko tu biznis rase, no kaj je pa to? Burek se bo podražil pri vsaj enem izmed priljubljenih ponudnikov. Če, jaz sem na to že reaktu, ne? Ja, v glavnem 2,70 evra za burek, zločin, absoluten zločin. Ko vidim, da na Reddit dnevu ni mojega mima, za katerega sem se zelo potrudil, ojoj. No, dajmo uporabiti malo matematike, ne? Torej, če ti mim objaviš, recimo takoj po Reddit dnevu, recimo, da je zadnja nedelja v mesecu januarju, ne vem, recimo že 26. januarja. To zdaj govorimo teoretično, recimo, da je tako, ne? In je to nedelja. In potem zadnja nedelja v februarju, če je recimo 28., torej zadnji dan v februarju, ne? Odlično, napisal sem 1 namesto 2. Izjemno, neverjetno, odlično. 28.2., a ne? Kot vidiš, do konca januarja manjka še 5 dni in potem od 1. do 28. februarja je 28 dni in če to seštejemo, dobimo 33, kaj ne? Jaz ponavadi na Redditu sortiram z top this month, se pravi bo izbralo top najbolj upvotanih mimov v zadnjih 30 dneh. Torej to pomeni, da če boš takoj po Reddit dnevu, recimo že 27. ti objavil svoj mim, tudi če bo dobil največ upvotov v zgodovini subreddita, ga še vedno jaz ne bom videl, kadar bom sortiral po top this month, zato ker bo natanko 32 dni pred Reddit dnevom. V tem primeru seveda. Torej, predlagam, da si malo splaniraš, pogledaš koledar, dajmo reči, da je to koledar, si z eno velikansko piko označiš, kdaj bo zadnja nedelja v mesecu in prešteješ, koliko dni pa še v natanko 30 dni pred to rdečo piko in potem svoj odličen mim pač postaš na en dan, ki je zagotovo manj kot 30 dni pred naslednjim Reddit dnevom. Svetujem, da ne lih en dan prej, zato ker pol ni nujno, da bo dobil dovolj upvotu. In ja, to je bila vsa znanost za tem, kdaj tajmat svoje objave na Redditu. Evo, magija rešena. Evo, svoj trik sem predstavil. Ok, malo za šalo, malo za res. Dajmo zdaj nadaljevati z mimi. To je vzelo dosti več časa, ko bi moglo vzeti. Wow, poglej to luno. Jaz bom naredil sliko. Kaj? A jes, to je, ko sem v Modedu šel na luno, postavil Denkorp zastavo in se malo pošalil, da je Jerry zdaj ne more zažgati. Fun fact, tudi če bi Jerry šel na luno, še vedno na njej ne bi mogel zažgati Denkorp zastave, ker na luni ne more nič goreti, zato ker ni zraka za gorevanje. Izgorevanje, gorenje, ja, vse veš, kaj mislim. Ko Denko vidi moj mim, ampak ga ne lajka, a ni dovolj, da sem ga videl, kaj zdaj? Veš kaj, ne, zdaj sem pa jaz malo zdaj ti ga bom downvotal. Evo, toži me. Ne, ampak resno, ne preveč resno vzeti, če ne upvotam mima ali nekaj. Glavno je, da je dober ali nekaj. Ne vem, ne upvotam lih vsakega. Le, če že, čestitke, to je prvi mim v zgodovini tega subreddita, ki sem ga downvotal, tako da zdaj se lahko s tem hvališ. Le, ni slabo, ne? Peticija, da gre Denko speedrunat z Jerryjem, Swazom in Tamlijem za 30.000. Prvo ko prvo, ne lol, in drugo ko drugo, 30.000 bo tako, verjetno čez kakšno leto šele, lahko bi dal kakšen bolj realističen cilj, ko je, ne vem, 22, če hočeš še letos za vsak slučaj. Ne, letos mogoče prejemo na 25.000 naročnikov, ampak zagotovo ne na 30. Denko, ko v Minecraft Modedu poleti na luno. Denko raketa. No, vemo, kakšen bo naslov in thumbnail od tega videa. Torej, zdaj smo osvojili že Denko avto, torej ceste, zrak z Denko helikopterjem, in zdaj še vesolje z Denko raketo. Manjka samo še kakšen Denko čoven ali neki. A pač Denko podmornica tudi manjka pravzaprav. Če ne pa krst kot ponavadi, I guess, da sem primoran upvotat. Kaj pa to, solatna pošast? Za 9 gorami, Olej, za Jerry. 9 vodami, za 9 ribniki, za 9 gozdovi in za 9 studenci živi Oh. Da end. In to je to. Ok, carsko. Denko, ko nam skuša dopovedati, da Masten Roglič mimi niso več v trendu, pa mu ne uspeva. Ja, ne, res niso, sorry. Stari spomeni. Evo, jaz pri 50 letih. Aha, solata. To je uni ratatouille mim, je tako. Jaz pri 10 letih. Ko je Denko predstavil solato vsem in so jo pojedli in zdaj se
lepo spomnijo, 40 let kasneje. Zanima me, kje bom čez 40 let. Mogoče bom celo še vedno delal YouTube videe, kdo ve, kdo ve. Ko Denko dobi burek v Botcraftu. My precious. Ne, čakaj, lahko boj šel po našem goluma. My precious. Ok, ne znamo ponašati goluma. V glavnem cool. O, Amogus, ali kaj? Nice. Helikopter, veš kaj, ta je bila dobra. Denko in Swaz, ljudožerci. Zdaj vidim, da so malo pogosti tevi mimi, zdaj, ko sva že s Swazom končala Forest in ne pa takrat, ko je bil še relevanten, ampak okej. Ko vidiš, da je Denko objavil nov The Forest video, ko veš, da je to zadnja epizoda. Ja, sorry, vse se enkrat konča. Dosti ljudem ni jasno, da je konec, čeprav je v naslovu z velikimi črkami pisalo konec v oklepaju in še vedno sprašujejo, kdaj bo naslednja epizoda. Konec je The Foresta. Konec. Še eno, Denko in Swaz proti navadnim ljudožercem. Denko in Swaz proti mutantu s hairsprayom. Tisti, ki so gledali, vejo, za kaj se gre. Kaj? Denko? What? Denko, bencinska postaja? Bencinska črpalka Denko in Denko kabriolet? To ratava preveč čudno zame. Cool, Huggy Wuggy artwork. Nice. Dobri stari časi, to sem delal več ur. Ok, dajmo pogledat. Yes. Došli v mojem Minecraft Survival Let's Playu. Moj prvi video na tem kanalu. Upam, da zelo dolge in odlične serije. Ta hiša je lepa. Yes. Prva hiša. Walter. Pa sem le rabo samo eno ribo. In imamo prvega spomini. serije. Mišničar. Mislim, da bom hišo zgradil kar tukaj. Če greš tako pogledat za nazaj te stare videe, lahko vidiš, koliko se mi je izboljšal glas in editing in kvaliteta slike in mikrofona in vse. Ampak ja, spomini so dobri. Pole prvi diamanti v seriji. Prvič, ko sem šel v Nether. Tukaj sem se spomnil prav zraven ene trdnjave. Kar je bilo cool, ne? Pogoče. Ja, evo. Yes. Pol to je, ko sem naredil AFK ribarni, so tukaj zadaj je prva hiška, ko sem naredil v Survival seriji. Zelo lepi spomini. Zelo lepi spomini. Potem kuži. Creeper, tukaj sem prvič umrl, ne? Ja, prva smrt v tisti seriji. Potem prvi raid. Ja, tukaj sem proti raidu šel v železni opravi. Zelo pametno, kaj ne? Sem vam to pustil za en drugi dan. Škornjača pomeni. Škornjače, let's go. Pole Boba, ko sem spravil noter v past. Ki meji naravnost. Potem, ko smo šli na sever ali kam že in smo odkrili ta snežni biom. In pol smo tukaj naredili zimsko postojanko. Sami lepi spomini. Bo skrivna skrinja. Skrivna skrinja. Rudolf. Ne vem, zakaj kar naprej temu Pol smreko smo naredili. Je končana. Kaj smo 4 zgradbice naredili tukaj. Tudi ta majhna zimska naselbina končana. Upam, da ste uživali v novem letu. Ja, zadeli smo bedrock. Potem tukaj sem razbil bedrock. Jaz sem Deno. Deno je tukaj prišel. In ugotovil sem, da sem... Super, farmi zlata. Potem Ocean Monument. 3, 2, 1, bum! Wither Boss. Kako sem pa to naredil? Kaj si šel, dejansko si šel celo serijo še enkrat gledati in si iskal take zanimive trenutke. Dejansko je šlo ogromno truda v to. Ful dobro, ful mi je všeč. Zelo lepo obujanje spominov, zdaj, ko to gledam za nazaj. Ja, temne žabe. Poleg, ko so dodali Netherite, poleg, ko sem šel v Woodland Mansion. Skrivajo eni možgančki, modri možgančki pravzaprav. Modri možgančki. Ja, evo jih. Lapis lazuli. Kocka. Baby zombi je pobral totem nesmrtnosti. Tako sem jezen. Sej res? To sem že pozabil. Ker sem bil v Woodland Mansionu, sem ubil Evokerja ali ne vem že kaj in je totem nesmrtnosti bil še na tleh in ga je pobral baby zombi pred mano in potem ga nisem mogel ubiti. Oziroma sem ga ubil, samo se je pri tem porabil totem. Isto je bilo komično. Dan bomo začeli z minuto molka. Pujsomir, kadar smo mislili, da je umrl. Kjer se začne naslednja serija. In tukaj na koncu sem z Gizotom šel na Botcraft. Hvala za ogled, upam, da je to video še komu prinesel nazaj tiste dobre spomine. Meni zagotovo je. Tiste najboljše spomine in najboljše začetke. Upload, nostalgija je močna. Kar meni jih je. No, če bi ti upal dal award, bi ti ga dal, ampak nažalost ti lahko samo upvotam. Ampak to je bilo izjemno.
Ja, v komentarjih vidim, da so tudi vsi nostalgični. Carsko, carsko. Yes, dobri spomini, zelo dobri spomini. In gremo naprej delati še več dobrih spominov, a ne? Kaj za vraga? Denko... Oj, je to spet? Ja, okej, za to knjigo smo že vedeli, se mi zdi. Dosti več stvari se kliče Denko, kot sem si mislil. Ja, neč Denko bo zavzel svet počasi, vprašaj? Vidus kruh, vidus hlebček. No, da vidimo. Mogoče se sprašujete, zakaj ni več vidus kruha. Razlog je... No, kaj je razlog? Pojedel ga je morski jeri. O ne, jeri šark. Evo, spet šredan tukaj vidus kruh. Ja. Oh my god. Sam se je rešil. Se razume, da se je vidus kruh rešil. Iz čeljusti. Dol? Kaj? Če se vle vrtijo, ko neki iluminati tole. Kdaj se iluminati vrtijo? Pon. Ok, to je bilo random. Ja, se strinjam. Je bilo kar random. Čakaj, kaj je glavni igralec vidus kruh? Jeri Shark, Jeri, Denko, Denko. Ok. Čestitke, Luksi. Ok, sure, upvote, zakaj pa ne? Sas. Ok, bomo spet iskali impostorja, ali kaj? A tukaj noter ne bi bil... Oh my god, pa res, to je impostor. To tukaj je njegov vizir. Povsod so impostorji za Among Us. Prav povsod. Povsod so tebi mali Amogusi. Ne morem verjeti. Upam, da vam je všeč, zato mi je ušlo 1 ura. Moj najljubši youtuber, nice. Eni fajn spomini iz vanila Minecrafta, vključno s Pujsomirom in Špricom. Špric je pravzaprav iz Dungeons in pa tudi Lucky Block iz Modeta. Nice. Peticija, da Denko začne 1.18 Hardcore ali pa Survival serijo. Mogoče kar prej 1.19, ampak ne obljubim. Hardcore serija bi bila zanimiva za snemat. Moj najljubši brskalnik, Mobzilla Fire Denko. Yes, nice. Ta je pa še verzija z Mobzilom noter, nice. Zelo izvirno. Če ta video dobi 3402 lajka, si to dam za profilno sliko v marcu. Peticija, da Denko naredi Minecraft Music Disc tier list. Dejansko dobra peticija, Ja, veš kaj, to je dejansko zanimiva ideja. Veš kaj, bom naredil en video, v katerem, ne ve, ali bom naredil tier list, ali pa bom samo naredil razvrščanje od najslabšega do najboljšega. V glavnem, ta ideja mi je všeč, si jo moram zapisati nekam. Tak da, ta illusion, nisem siguren, kako se prebere tvoje ime. Hvala za ta predlog. Truth! Končamo svetovno lakoto, končamo svetovno revščino, ali da bi spoznal Denko te v živo. Ne. Rdečega in zelenega, absolutno. Brez kakršnega koli oklevanja. Mačka mutant, Denko in Svas. 1 leto kasneje, bonk! Dobro, naj bo. Še ena Denko stvar. Denko je povsod oh my god. Ob melodiji helikopter. Generator. Veš kaj, samo zato bom ti upvotu. The Forest meme, Svas, kot imi umre. Ko Denko ugotovi, da ga lahko oživita. Denko se poheca, da se mora Svas žrtvovati zanj. Bom počasi končal ta video, se je dovolj dolg že. Tako da, če ste uživali, stisnite like, naročite se, Reddit link je v opisu, če se kdo hoče pridružiti gor in postati svoje mime. In se vidimo v naslednjem Reddit videu, ali pa še prej v kakšnem drugem videu. Dobro, ajde, se vidimo, adios, lepo se imejte in solato pojejte.